Pozdravljeni in dobrodošli v refleksni masaži telesa. Dobrodošli na tem tečaju. Tokrat boste prejeli vsi prijavljeni 14 video posnetkov, kjer vam bom skozi praktični in teoretični del obrazložila vse o tej zdravilni masaži. Na tem video tečaju se boste naučili dokaj enostavnega načina masaže, s katerim lahko razrešite večino lažjih problemov, kot je bolečina v hrbtu, bolečina v kolenu, in ne le, da odpravite fizično težavo, tudi čustvene blokade lahko razrešimo s tem. Ker se pojavijo določene čustvene obremenitve, namreč na določeni točki v življenju, mislim, da že vsi veste, kaj pomeni, da je bolezen oziroma težava psihosomatskega izvora, temu tako rečemo. Temu bi lahko rekli kot nek velik stres na čustvenem nivoju, na procesnem delu telesa in celo na družinskem nivoju, celo stres v službi se pojavi. Vse te težave zaradi čustvenega vzroka se nekje ukleščijo. Te težave se pojavijo na fizičnem telesu, se pravi zaradi čustev psihosomatskega izvora, rečemo. Če se takih stanj ne razreši sproti, tako na čustvenem nivoju, kot tudi na fizičnem nivoju, sploh pa, če se čustva nalagajo, blokirajo, nastane težava psihosomatskega izvora. Prav tako lahko neka fizična napetost vpliva preko živčnega sistema in tako lahko postane ta predel na telesu moteč ali celo boleč. Namen te masaže pa je, da lajša vse te težave na fizičnem telesu in preko živčnega sistema vpliva tudi na čustveno telo. Sedaj vam predstavljam, kako se vse to odraža na telesu in kako te težave razrešimo. Prvo, kar morate vedeti, je, zakaj to masažo imenujem refleksna masaža telesa. Torej, kako izgledajo te refleksne cone na telesu? Refleksija pomeni zrcaljenje, se pravi, nekaj se zrcali nekje drugje. To si lahko tudi predstavljamo kot pasove, ki potekajo prečno na hrbtenico, preko teh pasov, preko kože in podkožnega tkiva poteka živčevje, preko centralnega živčnega sistema. Kot vidite na sliki, so narisani ti pasovi. Torej, kot vidite na sliki, se ti pasovi nahajajo na hrbtu in merijo nekje od 4 do 5 cm v širino. Sicer se to spreminja glede dimenzije same osebe, ki jo masiramo. Ti pasovi potekajo prečno na hrbtenico z leve strani proti desni. Vseh skupaj je 10 pasov. Če gremo z vrha, se pravi od tilnika navzdol, imamo najprej ščitnico, potem pljuča, nato srce, jetra, žolčnik, slinavko, želodec, ledvici, debelo črevo, tanko črevo in mehur. Naslednji predel, ki pa ni pas, ampak je cona, je na ritnicah in je to cona za spolne organe. Naslednja zelo pomembna stvar, ki jo morate poznati, je, kako razdelimo živčni sistem. Torej, imamo centralni živčni sistem in periferni živčni sistem. Centralni živčni sistem je sestavljen iz možganov, malih možganov in hrbtenjače. Periferni sistem, to je naslednji sistem, ki ga bomo največ obravnavali v tem tečaju in je bistven pri tem. Z vsemi svojimi koreninami, ki izhajajo iz hrbtenice in še živčnimi končiči, na katerih bomo delali.
Torej, ne vam razložim, kaj je to. Ne se ustrašite terminologije, čeprav se sliši grozno. Kar se tiče živčevja, je sicer precej zapleten sistem, ampak jaz vam bom na tem tečaju predstavila na tak način, da vam bo razumljivo in ker je to posnetek na video prispevku, ga lahko tudi večkrat predvajate. Tudi jaz sem se tega učila in seveda dodelala ta sistem, zato sem porabila kar veliko let, ampak sem odkrila način, kako to zapleteno delovanje preprosto pojasniti. Predlagam, da me sicer dobro poslušate, ker to sicer ni nič drugega kot uvodni predstavitveni video, ampak je že prvi pravi del uvodnega tečaja v refleksno masažo telesa. Preko celotnega tečaja bomo upoštevali aspekte, kot je fizično telo, naslednji aspekt čustveno telo in seveda bomo upoštevali tudi aspekt estetskega telesa. To so trije bistveni faktori, ki so bistvenega pomena in jih bomo natančno obravnavali, tako da boste točno vedeli, zakaj je prisotna bolečina na določenem delu in s katerim čustvom je ta bolečina povezana, ali pa zakaj so se na določenem delu telesa pojavili mozolji ali druga neestetska znamenja na koži, težave na koži zaradi zunanjih znakov na tem predelu. Bomo ugotovili, da ima nekdo blokado tudi na čustvenem delu in tudi težave z delovanjem določenega organa, ki refleksira to območje. Še eden od bistvenih pojmov je napetost. To boste velikokrat slišali na tem tečaju. Torej, kaj pomeni napetost? Napetost je, kadar je določen živec ali določen pas napet kot elastika in se ne more sprostiti. Te živčne linije si predstavljate, kot da so električne žice. Naprimer, ko je nekdo podvržen večjemu stresu, lahko pa tudi v kakih drugih primerih, lahko da ni nič tako zelo travmatičnega, lahko da je samo konstantna skrb ali pa nekdo goji konstantno jezo do nekoga in podobno. Se te živčne linije, kot rečeno, lahko bi rekli tudi žice, napnejo. Naslednja stvar, ki je pomembna, je ta, da ti živci oziroma te živčne linije potekajo iz hrbtenice navzven in po celem telesu. Še posebej iz hrbtenice izhajajo različni živci, ki so povezani z določenimi organi. Tudi organi, ki se nahajajo na sprednjem delu telesa. To so organi, kot so pljuča in srce. Se pravi, če se te živčne linije napnejo zaradi stresa oziroma zaradi čustvenih težav, to vpliva tudi na organe, ko so živci napeti, ker niso sproščeni in posledično začnejo organi slabo delovati. Ne, da ne delujejo več, vendar je njihovo delovanje zmanjšano oziroma oslabljeno. Naprimer, organe si lahko predstavljamo kot električne aparate, ki so priklopljeni na električno napeljavo. Če pa je električni tok nižje napetosti, aparati ne bojo tako dobro delali, ampak bojo delovali bolj počasi. Se pravi, tudi po telesu, po živcih teče nizka elektrika, ki napolni oziroma spodbuja delovanje organov, in če so te linije živcev napete, dobijo možgani napačen podatek oziroma organi napačno delujejo. Se pravi, če je določen organ preobremenjen, bodo ene težave, če pa bo premalo delovalo, pa bojo druge težave. To je samo tak približen, splošen pogled. Bolj natančno vam bom vse to tekom tečaja razložila. Naprimer, če se gre za črevo, dobi črevesje preveč te elektrike, bo prekomerno delovalo in s tem bo izločanje pogostejše. Če pa črevesje prejme premalo elektrike, pride pa do zaprtja oziroma do težjega izločanja.
Sicer to je bolj splošno, vemo, da je črevesje ali pa razlogi za težave pri izločanju so lahko tudi kje drugje, ampak samo toliko, da vam to lažje razumno predstavim. Kakorkoli, potrebno je razumeti, da če so te živčne linije napete, to vpliva na razne organe in to je bistven koncept te masaže. Naj povzamem na kratko. Do zdaj smo razumeli, kaj so refleksno-conski pasovi in kako to vpliva na organe, ti živci potekajo do raznih organov. Pri vsem skupaj naj dodam, da so tudi na prednjem delu telesa določena področja, ki pa niso v obliki pasov, to so parasimpatični živčni sistem, katerega ta predel lahko tudi masiramo. Tudi ta področja so povezana z organi in ta področja lahko tudi masiramo. Torej, vsak organ, ki ga bomo masirali, bomo pričeli na hrbtni strani, kjer odkoder izhaja primarni signal organa. Prav tako bomo masirali tudi na prednjem delu, se pravi na sprednjem delu telesa, področje, ki je povezano s tem organom. S tem direktnim masiranjem na prednjem delu telesa se hitreje olajša določene organe oziroma so učinki prej opazni in stranka prej začuti olajšanje. Zato se boste naučili nove terminologije, in sicer refleksni pasovi in besede dermalgije. Ta beseda, dermalgija, izhaja iz besede derma. Derma je koža, algija bolečina. To so področja, ki niso velika, ampak v velikosti kovanca za 5 centov in ta področja so lahko zelo boleča. Naša naloga pa je, da te bolečine zelo zmanjšamo ali jih izničimo. Na tak način bomo znova vzpostavili delovanje organa, kot je to normalno. Preden je klient prišel k nam, je imel težavo z določenim organom ali pa estetski problem. Z masiranjem refleksno-conskih pasov in področji na sprednjem delu telesa, ki ustrezajo oziroma korespondirajo določenemu organu, bomo olajšali bolečino ali pa jo celo izničili in tako omogočili organu, da deluje na normalen in zdrav način. S to tehniko lahko, kot že rečeno, olajšate, upočasnite oziroma izničite določene bolečine, bolj natančno naprej pa v naslednjih videih na tem tečaju. Naprimer, spoznali boste, kako omiliti oziroma olajšati bolečino v hrbtu ali naprimer bolečino v ramenu, kolenu, celo glavobol. Spoznali boste tehniko, kako sprostiti vse te živčne linije, kako potekajo do glave, kjer so napete oziroma kako potekajo do drugih delov telesa. Priložene bojo tudi slike, kjer boste jasno videli, kateri del telesa naj masiramo, če želimo olajšati bolečine, omiliti ali pa izničiti. V nadaljevanju se boste tudi točno naučili, kako odkriti oziroma kako najti točno določeno mesto oziroma področje in kako to področje masirati, da bo bolečina dokaj hitro izginila oziroma se izničila. Pomemben del je tudi na ritnicah, ker je precej tega živčevja, ki je povezano s spolnimi organi in organi za reprodukcijo. Kaj se zgodi, naprimer, če se gre za ritnici, pa naj se gre to za moškega ali pa žensko, če so te ritnice napete. In če bodo na tem predelu ti živci napeti, bojo pa tudi organi, ki so povezani s temi živci, narobe delovali. Se pravi, naučili se boste, kako prepoznati, če obstaja ta težava pri nekomu. Slednji je sicer zelo pogost pojav, saj se kar okoli 80% strank sooča s temi težavami. Pri ženskah so to menstrualne težave, pri moških pa je to običajno prostata. Zanimivo, ja. Sicer to je samo en delček tega, kar se boste naučili. Naslednja stvar, ki se jo boste naučili, je, kako so povezani neestetski deli telesa s temi pasovi, pa naj
naj si bo to na obrazu, kot tudi drugje na katerem drugem predelu telesa. Naprimer, zakaj se pojavljajo podočnjaki, zakaj se pojavljajo gube, ki so sicer izrazite samo na določenem delu telesa. Kar je bistvo, je to, da kakršnakoli površinska težava kože, se pravi napaka, je že pokazatelj, da je nekaj narobe tudi z notranjimi organi. Torej, preko površinskih napak kože lahko ugotovimo tudi, da določen organ ne deluje pravilno in v tem primeru nam pride prav refleksna masaža telesa. Saj s tem, ko vplivamo na organ, izboljšamo tudi samo stanje kože. Naj dam en primer. Vsi vejo, da je celulit pač tudi neka napaka kože, nekateri celo menijo, da je to bolezensko stanje, ki se pogosteje pokaže pri ženskah. Ugotovljeno je, da bistveno, kar prispeva k celulitu, je premalo gibanja, dosti sedenja, napačna prehrana, ampak kljub temu, da nekdo redno vadi, da telovadi, se zdravo prehranjuje, tudi po navodilih dietologa, kljub temu ne more odpraviti celulita. Celulit opazijo celo pri športnicah, takih, ki se veliko gibijo, so dinamične in se zdravo prehranjujejo. Se pravi, kljub vsem dejstvom je prisotno še vedno veliko celulita, zato je dejstvo razlog nekje drugje. Razlog so jetra in žolčniki. Ti jetra in žolčniki povečano delujejo zaradi napetega živčnega sistema. Zaradi tega, ker ti organi preveč delujejo, oseba namesto, da bi razgradila maščobe, jih začne nalagati in skladiščiti. Se pravi, če gledamo strani celulita, da masiramo samo konkretno področje, kjer je celulit prisoten, to ne bo razrešilo problema, saj je problem v delovanju organov, ne pa samo v predelu kože, ki ga masiramo. Torej, če pa najprej masiramo refleksno-conski pas za te organe, nato pa še prednji del telesa, ki je povezan s temi organi, nato pa še obdelamo konkretni predel telesa, kjer je celulit opazen, bojo rezultati veliko hitrejši in učinkovitejši in tudi celulit se ne bo več nalagal. Tudi problem oziroma težava se bo težje vrnila, saj smo v bistvu izboljšali korenski vzrok in ne le sanirali posledice. Torej, poskušam vam na čim bolj enostaven način pokazati, kako masiranje teh predelov vpliva na celotno telo in ne samo na tisti predel, ki ga masiramo. Naj povzamem še, kaj se bomo naučili na tem tečaju. Razrešili bomo bolečine, ki so živčnega izvora, izboljšali ali pa celo izničili napake oziroma nepravilnosti na koži, ki so posledica, na primer, slabega oziroma napačnega delovanja organov. Sprostili bomo klienta in to za daljši čas. Kadar masiramo s klasično masažo, je to sicer bolj konkretnejša sprostitev, medtem ko se masaža na ta način odraža mnogo dlje. Rezultati so bolj dolgotrajni. Tukaj se gre za sprostitev, ki traja dneve in dneve in ne le ure. Izboljšanje delovanja organov, kot tudi okrepitev psihičnih in čustvenih nivojev je v tem programu v domeni. S tem uvodnim pripravljalnim videom smo zaključili. Hkrati sem tudi zelo zadovoljna s tem tečajem. Kot veste, sem zelo samokritična. Zaenkrat se od vas poslavljam do naslednjega videa.